En lep dober jutr vsem. Hvala, da ste prišli. Živijo. Živijo. Evo, danes imamo mi nekako prvo v nizu teh naših predavanj, ki smo pripravili za vse. In sem zelo vesela, da nam bo danes Rok Bojanc predaval malo tudi o kibernetski varnosti. Sicer zveni ta kibernetska varnost zelo hudo, boste pa videli sigurno v praksi, da je uporabno, koristno in da se nekako moramo vsi danes malo temu posvetiti. Rok nam drugače prihaja iz podjetja Kibernetik.si, bo pa malo več povedal tudi samo temu. Med predavanjem lahko tudi kaj vprašate, je Rok povedal. Želimo biti čim bolj praktični, da bo to koristno. Vprašajte vse, kar vas zanima, kar vas veseli. Na koncu pa tudi imamo, Rok bo povedal en mali kviz, da vidimo, kaj smo se naučili. Tako da, evo, Rok, prepuščam besedo, izvoli. Tako, vsi skupaj pozdravljeni, jaz sem Rok Bojanc. Danes vam bom malo predaval o kibernetski varnosti. Zdaj tako, čist malo meni. Jaz imam izkušnje iz bančništva, večinoma infrastruktura v bančništvu, IT. Delal sem v Delavski hranilnici, banki Sparkasse, programiral sem za različna slovenska podjetja tudi. In zadnje leta sem se v bistvu bolj spustil v kibernetsko varnost, ker se mi zdi, da se povečuje neko povpraševanje za to in v bistvu sami napadi, število napadov se zadnje čase zelo povečuje. Tako da zdaj pa se v bistvu ukvarjam s tem, da podjetjem pomagam, da postavijo najboljše možne sisteme, najboljše možne varnostne sisteme v IT-ju, da pride do čim manj možnosti napada. No, tako, sam napad je zmeraj težko preprečiti, ampak če zmanjšaš možnost, je to zelo veliko vredno. Tako da ja, tukaj je v bistvu to izobraževanje namenjeno vsakmu. Ni čist tehnično, zelo je osnovno. Tako da, če je kdo od vas bolj tehnično naravnan, me lahko tudi kakšno tehnično vprašanje vmes vpraša, da je bolj poglobljeno to. Drugače gre pa to v bistvu za neko osnovno tematiko, kako se v bistvu vedeti v današnjem digitalnem svetu in s tem preprečevati v bistvu, da nas kot uporabnike, da nas v bistvu hekerji dobijo na nek način. In s tem potem tudi zavarujemo portale in zaposlovalce, za katere delamo, seveda, ne, da tudi njih ohranjamo varni. Seveda, jaz zmeraj povem pri podjetjih, ne, ko se pogovarjam z osebjem, ki me najame, zmeraj povem, da v bistvu zaposleni so prva obrambna linija, ne, pri kibernetski varnosti, ker bomo potem tudi naprej povedali, večino napadov pride tako noter, v bistvu, da preko zaposlenega, ne, ali pa nekoga, ki dela za podjetje. Tako da dajmo kar začeti. Jaz sem tukaj poimenoval to kibernetska varnost na delovnem mestu, ampak bi rekel, da to velja tudi za vsakdanje življenje, se pravi vsakdanji digitalni svet, ki ga obiskujemo skozi, ker je že vse online, seveda, ne. Tako da, dajmo to tako. Tako, gremo pri nekih osnovah začeti. Se pravi, kaj so neke osnove, da se zaščitimo, ko smo mi v digitalnem svetu. Ok, geslo. Geslo je neka prva stvar, ki nas loči od tega, da vstopimo nekam. Se pravi, s tem se zavarujemo v bistvu z nekim uporabniškim imenom, geslom, ponavadi mail, geslo, da dostopamo nekje. Zdaj malo naprej bomo povedali, kaj so močna gesla, kako močno geslo sestaviti in kako pogosto jih obnavljati. Zdaj, glede samega obnavljanja gesla je standard v različnih podjetjih drugačen. Jaz bi rekel, da nek povprečen, neko zdravo
menjanje gesla se dela na 3 mesece, kjer posodobimo svoje geslo z nekim drugačnim, še posebej, če gre to za neko, da v bistvu delamo za podjetje in da v bistvu vstopamo od njih portal, takrat pa seveda. Ne. Zdaj za neko osebna gesla je pa to potem prilagojeno vsakmu posebej, ampak jaz bi rekel, da na 3 mesece je neko dobra praksa v podjetjih, da se geslo menja. Nekateri imajo tudi 90 dni, nekateri imajo tudi 30 dni, banke imajo recimo 30 dni, tudi nekateri uporabniki morajo menjati svoje gesla, ne, ko vstopajo v različne portale. Tako da to je ena izmed prvih teh linij obrambe. Ne. Z gesli seveda potem šifriramo lahko datoteke, ne. Zdaj, če se ukvarjamo z različnimi sensitive information, različnimi datotekami, v katerih noter je kakšna taka bolj informacija, katero želimo še dodatno zavarovati, so tukaj možnosti, da v bistvu same mape zavarujemo, v bistvu zaklenemo z geslom. Ne. Tako da to je tudi neko priporočilo, zdaj ne za vsako mapo, ampak za recimo kakšno mapo, v kateri so recimo podatki kakšne stranke ali pa kaj takega. Zdaj Windows ima zdaj to novo funkcionalnost, da lahko tudi zakleneš mapo, drugače pa so različni programi, ki to omogočajo v bistvu, da ti mapo zašifriraš, ne. Pred vstopom v file ali pa samo mapo dodatno potem še vpišeš geslo, s katerim ga zavaruješ. Ne. To je v različnih primerih, recimo, če je že bil vdor na računalnik, ne, da je ta podatek varen, ne, da je zaklenjen z 12-mestnim geslom, ki bomo pol naprej povedali, da je res težko, da pride ven, ne, kakšen tak podatek, če gre za res kakšne take informacije. Ne. Tako da ja, neko zaklepanje računalnikov, telefonov je tukaj tudi v sami igri. Seveda mobilno napravo moramo, če želimo imeti spletno banko ali pa katerekoli druge, se mi zdi, že finančne te aplikacije, same zahtevajo, da je telefon zaklenjen, da je telefon pod neko PIN kodo, ali pa zdaj so v bistvu te Face ID, fingerprint, v bistvu prstni odtisi, da vstopamo v telefon. To je zelo, bi rekel, dober način, s katerim se obvarujemo, zato ker je unikatno. Ne. Se pravi, prstni odtis je unikaten, obraz je unikaten in današnji senzorji so že res tako dobri, da ne more noben v bistvu to prehekati, bi rekel. Ne. Vaš prstni odtis podvojiti je pa samo fizično možno. Ne. Tako da to je zelo dobro, no, to so še posebej dobre prakse, no, ali pa zaklepanje računalnika, recimo, če delate kje v okolju, ki ste med drugimi in vse, zmeraj, ko odidete iz mize, ali pa kakšen podoben scenarij, je tipka Windows L, ki takoj zakleni računalnik. To recimo se mora prakticirati v vseh teh, bi rekel, ustanovah, kjer je IT zelo pomemben, no, informacijska varnost. Imate to v sami politiki podjetja noter, da se zaklepajo računalniki. Tako da to je tudi, če delate na kakšnem javnem mestu, pa kje, da ste okoli ljudi, zaklenete računalnik, pa greste potem nekam drugam, recimo, ne. Tako da to je tudi nek del šifriranja, bi rekel, ali pa nek del varovanja. Tako da ja, varnostne kopije potem so tukaj tudi v igri. Zdaj, če pride do česa, če pride do nekega sesutja sistema, če pride do tega, da pride do vdora v vaš računalnik ali pa v vaš sistem, je tukaj zelo, zelo dobro, da so datoteke, ki jih imate, nekje backupirane, s tem rečem, v bistvu nekje varnostno kopirane, ne. To omogoča, da hitro obnovite sistem in da gre za čim manjšo izgubo, seveda, ne. Ker danes imamo že vse na računalnikih, ne, pač karkoli imamo na računalnikih, datoteke osebne, digitalna potrdila in tako naprej, ne. Tako da s tem, da v bistvu naredite backup, varnostno kopijo, se zavarujete v bistvu za hiter recovery, ne.
in za to, če izgubite pač podatke, da jih še zmeraj imate. Ne. Zdaj, kakšne so te metode backupiranja? Tukaj so različna mnenja, zdaj nekateri oblaka ne marajo. Jaz bi rekel, da je oblak še zmeraj kar varen način backupiranja, ne. Se pravi, različni Google Cloudi, Apple iCloudi, in tako naprej, ki nam ponujajo te večja podjetja, so relativno varna. Če pride do kakšnih hackov, je tudi vse to v bistvu obveščeno in to, tako da lahko potem takoj prenesemo datoteke drugam, ampak večinoma se to ne dogaja več, ker so te sistemi zelo varni, in to so tudi javna podjetja, tako da jaz bi tudi oblak tukaj priporočil. Ampak drugače pa najbolj varno je seveda tukaj zunanji disk ali pa zunanji SSD, kot ali pa recimo USB ključek, ne, ampak USB ključki najbrž so že prešibki za datoteke, ki jih imamo mi, se mi zdi. Tako da zunanji disk, če naredite backup, če naredite varnostno kopijo, ste s tem zelo veliko že naredili, no. In če še ta disk dodatno zaklenjen, ste pa tukaj naredili še večjo stvar, se pravi, tukaj imate res nek varen sistem shranjevanja. Zdaj, na koliko časa potem dela ta backup? Okej, zdaj to je tudi odvisno od same osebe. Zdaj, koliko podatkov predelava, v kolikem času, koliko je nekih sensitive information, ki jih res ne sme izgubiti oseba, s kolikim takim upravlja, no. Tako da jaz bi isto na pol leta recimo ali pa tudi na 3 mesece priporočil, da se naredi varnostna kopija sistema ali pa samih datotek. Tukaj je tudi možnost v bistvu pri samih operacijskih sistemih, to že oni sami omogočajo, ampak tukaj isto potem govorimo za cloud rešitev, ne. Večinoma Windows 11, 10, macOS ima cloud rešitve backupa, se pravi varnostne kopije, kjer v nastavitvah lahko določite, na koliko časa se dela ta varnostna kopija in kaj vse naj backupira, ampak to je potem vse isto na cloudu, ki je zaščiteno z vašim, recimo, če uporabljate Windows, Microsoft loginom ali pa potem tudi Apple ID-jem pri Mac računalnikih. Tako da ja, tukaj je, bi rekel, varnostna kopija zelo pomembna, no, in je dobro prakticirati. Potem pa še ena standard v varnosti, ki je, bi rekel, en izmed najbolj pomembnih tudi točk poleg gesla, je redno posodabljanje programske opreme, ne. Hacker v bistvu pomaga razvijalcu, ne. Okej, kako? Hacker išče, kaj je razvijalec narobe naredil, ne. In ko to najde, potem v bistvu vidi tudi razvijalec, okej, tukaj je bila napaka, ne. In lahko to programsko opremo popravi. Tukaj zdaj govorimo za vse, ne. Za operacijske sisteme na telefonu, na računalniku, za različne programe, ki jih uporabljamo. Posodobitev je ena izmed najbolj pomembnih stvari, zato ker takrat da v bistvu razvijalec v najnovejšo verzijo in najbolj varno verzijo produkta, zato je to kar pomembno, ne. Recimo jaz se veliko tudi s tem ukvarjam, jaz testiram različne aplikacije, preden grejo public, preden so objavljene, ne, in potem vidim, glejte, to je treba popraviti, ker v tem primeru bi lahko hacker izkoristil te nefunkcionalnosti, ne. Tako da ja, dajte posodabljati vse, kar imate, vse naprave, vse programe, da je up to date do najnovejših možnih verzij. Tako da ja, to bi rekel, te stvari so neke res čisto osnove, kako se vsakdanje zaščitimo sebe in podjetje, za katerega delamo, ne. Tako da, če gremo pa zdaj bolj konkretno na gesla. Okej, kako sestaviti učinkovito geslo? Zdaj, večinoma, no, tudi jaz sem del tega, prakticiramo neke simple načine gesla, se pravi ena beseda in potem na koncu 1, 2, 3, 4 z klicajem, ne. Okej, standardom tam, ki nam piše, se ujema, ampak v praksi
ni to najbolj varno, ne, recimo. Tako da tukaj imam en dober primer, ne, da uporabimo fraze. Recimo neke skupne besede, ni nujno, da so smiselne, ampak da so smiselne vam. To je važno, ne. In da si jih lahko zapomnite, ne. To je tudi zelo pomembno, da si geslo zapomnite v primeru, da si ga ne zapišete ali pa shranite na varno mesto, ne. Tako da tukaj je en dober primer, ne. Recimo Anica 1, 2, 3, 4 seveda ni dobro geslo, ne, ker lahko hitro to nekdo ugani, če se recimo vas targetira po vašem samem imenu in potem probava s številkami in tako naprej, ne. Okej, potem imamo tle še eno geslo tukajle. To je zelo kompleksno geslo. Zdaj, če si bom jaz to geslo nastavil, si ga moram nujno nekam zapisati, ne, ker ga ne bom se spomnil čez, ne vem, 2 uri, ne. Tako da to je potem tudi ena izmed, zakaj je slabo. V sami tehničnem aspektu je dobro geslo, ampak v nekem realnem svetu bomo pa zelo hitro pozabili tako geslo, če ga ne bomo takoj zapisali. Tako da ja, tukaj v bistvu neke besedne fraze so najbolj, recimo tukaj je primer, fotosinteza, sreča, sonce, ne. Okej, ponavadi je zahtevano od nas, da dodamo številke, črke in znake, ne. Tako da mi si v bistvu spomnimo neko frazo, ki je nam relevantna, ki jo bomo mi razumeli, ki se bomo hitro spomnili in dodamo noter, recimo, da zamenjamo O za nič, da zamenjamo E za 3, da dodamo vmes plus med povezanimi besedami, da v bistvu vse te requirements, vse te izpolnimo in zraven naredimo super top varno geslo, ki si ga bomo še zraven zapomnili, ne. Tako da to je neka struktura, kako se sestavlja gesla, ne. Zdaj tukaj najbolj priporočeno je 12 znakov vse skupaj, ne. Včasih je bilo 6, potem je prišlo do 8, zdaj je že 12, ne. Čez, ne vem, 2, 3 leta bo že 16 recimo, ne. Zato, ker se te algoritmi, ki to hackajo, ful zraven nas razvijajo, ne. Tako da zdaj je recimo nekje priporočeno za varno geslo 12 znakov. Ja, kompleksno mora biti, unikatno, nič naših osebnih podatkov in s tem, da si ga lahko s frazo lahko zapomnimo, ne. To je neka glavna struktura pri tem, kako sestavimo samo geslo, ne. Zdaj pa seveda, da nimamo isto geslo vsepovsod, ne. To je tudi prva stvar, ne. Za različne portale imamo različna gesla, mogoče različne fraze, katere bomo vedeli, kje uporabiti, in bomo menjali te fraze pri vsakem portalu, do katerem dostopamo, ne. Ker če imamo eno geslo za vsepovsod, smo potem ni glih to dobra praksa, ne. Enkrat, ko smo ga izgubili, v bistvu ima nekdo dostop do vseh naših dostopov. Če tukaj vidim eno vprašanje, je v Ja, chatu. glih sem hotela povedati, Rok, eno vprašanje je v chatu, kako pa shraniti geslo, ne? Ker zdaj rekli smo, moramo jih imeti veliko, ne? Najboljše je za vsako spletno mesto svoje oziroma vsaj za ta bolj pomembna, kam naj jih pa shranimo, ne? Tako, ja, to je bil v bistvu tukaj naslednja moja točka glih. Evo, Mateja je napisala, jaz imam 60 gesel. Ja, to imate res veliko. Jaz se strinjam z vami, jaz imam tudi tam nekje. Tako da, ja, težko je potem logirati 60 različnih gesel za 60 različnih dostopov, ne. Tako da, ja, zdaj tukaj, kaj so dobre prakse shranjevanja? Tukaj je zelo razdeljeni so tukaj varnostni inženirji v tem aspektu, no. Jaz prakticiram sam osebno in tudi ostalim priporočam uporabo password managerjev ali pa shranjevalnikov geslov. Prav v bistvu program, kjer noter shranjuješ geslo, ta program je šifriran in noter v bistvu imate portale, do katerih dostopate, linke in uporabniške credentiale, v bistvu
za prijavo elemente. Ne. To je, bi rekel, najbolj varna in praktična zadeva. Ne. Mi gremo noter v ta program, v password manager, ko gremo recimo na banko, iz njega najprej se noter logiramo in iz njega kopiramo noter geslo, da vstopimo v recimo banko ali pa na nek portal ali pa kamorkoli. To je najboljši način, najbolj praktičen način, najboljši ni, ampak je pa najbolj praktičen način in relativno varen. Ne. Recimo, jaz imam prstni odtis na računalniku in do te aplikacije, do password managerja, lahko sem svojim prstnim odtisom dostopam. Ne morem dostopati, da se bi sem prijavil. Pravi, jaz moram dati svoj prstni odtis, da lahko dostopam do password managerja. Ok, to je že nek bolj advanced zadeva, ne? Ampak za navadnega uporabnika, če ima password manager zaklenjen z dvostopenjsko avtentikacijo, ki seveda to ponujajo vsi password managerji, se pravi, dvostopenjska avtentikacija je način avtentikacije, kjer ob prijavi dobite začasno geslo, katerega morate vnesti, da to prijavo potrdite. To sigurno že prakticirate pri različnih vstopih v državne portale, kakšne e-davke, v banke, kjerkoli v bistvu je že neko geslo, pa da so neki podatki, ki so bolj osebni vaši podatki. Jaz sklepam, da že dostopate z dvostopenjsko avtentikacijo. Zdaj, ponovadi se to prakticira tako, da dobite na SMS številko in jo morate potem potrditi s tem, da jo vnesete, ali so pa različne aplikacije, ki so prav namenjene za dvostopenjsko avtentikacijo, kot je recimo ta Google Authenticator, pri Microsoftu je Microsoft Authenticator, da lahko v bistvu dostopite do Microsoftovih rešitev. Meni zdi, da skoraj je treba imeti Microsoft Authenticator. Tako da je to nek varen način, da hranite gesla s password managerjem. Zdaj, kaj je najbolj varen način, ne, v praksi? Tako je, ne, zdaj, če res se želite zaščititi, je najbolj, da imate nek potem še rokovnik, recimo, in noter pišete ta gesla. Ampak ta rokovnik mora potem biti zaklenjen nekje v predalu, ne. Zdaj, a je to praktično? Če gre za tukaj neke res podatke, ki so kritični, ki so osebni podatki ali pa ki so res kritični podatki, ok, ja. Ampak za neko normalno uporabo, za navadnega uporabnika, bi rekel, da je to kar advanced. Ne. Ampak ja, je pa najboljša praksa. Ne. Recimo, vi imate vsa gesla zapisana, in vse v bistvu kredenčile za prijavo, se pravi uporabniško ime in geslo, in to imate v enem rokovniku, ki je zaklenjen v predalu. Ne. Se pravi, ponovadi, če je to kakšen služben prostor, pa to tudi prakticirajo to ljudje, ampak imajo zaklenjen seveda predal, ne, in se sabo ključnost. Ne. Tako da tukaj, to je zelo razdeljeno. Sigurno ne imeti vse shranjeno v brskalniku, ne, kar je največja praksa, tudi ki jaz včasih prakticiram, ampak probavam, da se res držim te password managerjev, ki je lokalno nameščen na moj računalnik in zaščiten, ne ta Chromov ali pa Microsoftov ali pa Mozillin rešitev, ki je, ker to je direktno na brskalniku, ne. Tako da ja, to bi rekel je najbolj taka praksa za shranjevanje teh gesel, ne. Različni programi, recimo, jaz bi priporočal, ne vem, če je brezplačen, je ta KeePass, je zelo popularen program, no, ki se ga uporablja v IT svetu. Drugače pa razni free so tudi na voljo, ki so zelo dobri. Lahko potem dam kakšno priporočilo točno, no. Ampak jaz recimo uporabljam tega od iClouda, v bistvu od Appla, no, ta mi je najbolj. Tega ne poznam, ampak možno, ja, večina teh rešitev je zelo dobrih. Vem, da je tudi Nord, ima nek NordPass ali nekaj takega, je tudi zelo popularen, ki ga uporabljajo. Tako da ja, je veliko teh rešitev. Tako da to so neke prakse shranjevanja, ne. Zdaj, če gremo malo nazaj,
tisto smo obdelali, se pravi, kakšen naj bi bil dobro geslo. Omenili smo dvostopenjsko avtentikacijo. To je v bistvu še neka dodatna varnost, ki vas zaščiti pred tem, da dobi kdo nepooblaščen dostop do vaših stvari, ne? Ker naredi to v bistvu drugo linijo obrambe, ne? Da na neko vašo napravo pride neka številka, katero morate potem še vi dodatno potrditi, da potrdite vstop. Ne? Tako da to zelo promoviramo v bistvu uporaba tudi tega. No? Ampak večina je že tudi implementirana v rešitve, ki jih uporabljamo. Tako da ja, to je glede gesel. Zdaj, kaj, če mi ukradejo geslo? Ok, če še niso dostopili do vaših portalov, takoj zamenjate. Pač takoj. Tukaj ne čakati, če mislite, da je geslo compromised, da je ogroženo, ga takoj zamenjati in s tem boste rešili vse, če mislite, da vam je kdo ukradel geslo. Tako da ja, to so neke najboljše prakse. Gremo naprej. Potem pa gremo lahko na same vrste napadov. Zdaj, vrste napadov, s katerimi smo mi ogroženi, je nešteto. Zelo, zelo veliko možnost napadov je, ampak tukaj sem v bistvu poenostavil, kateri so najbolj pogosti in naredijo največ škode. Zdaj, glavni način napadanja, ki se zgodi podjetjem ali pa fizičnim osebam, je phishing napad. Phishing napad je del socialnega inženiringa v hackerskem svetu. Se pravi, social engineering. Socialni inženiring je način, kot recimo hacker ali pa kot nekdo, ki hoče nekam vdrti, z psihološkimi triki osebo zavedeš, da ti da informacije, katere pač ti ne bi smela dati. S tem v bistvu ali poskušaš vzpostaviti nek strah, neko nujnost, neko pomembnost, da dobiš te ključne informacije. In socialni inženiring se največkrat izvaja preko phishing napadov. Zdaj, phishing napadov je potem tudi več vrst. Imamo e-maile, SMS-e, QR phishing je tudi zdaj zadnje čase zelo popularen, kar pomeni, da je, če ste že videli, recimo kakšne QR kode, ki so kje. Če ne poznate ali pa če ne veste, da je to originalna QR koda, to ne skenira preko telefona, ker gre lahko tudi za v bistvu nek phishing napad, se pravi, nek socialni inženiring. Vas zanima tista koda in vi ste jo poskenirali, ki je nalimana nekje na neki steni, ko recimo hodimo ali pa karkoli, in to je spet nek socialni inženiring, kaj pa je to, in skeniraš in v bistvu lahko tako potrdiš nek link, da daš vstop nekomu v svojo napravo. To je tudi ena izmed, to je zadnje čase recimo to postalo popularno. Ampak najbolj od vseh so seveda maili, in tudi SMS-i. Tukaj v Sloveniji bi skoraj rekel, da za fizične osebe so bolj SMS-i popularni. Se pravi, ok, kaj sploh je zdaj ta phishing? Ok. To je, recimo dobite mail, ki zahteva nekaj od vas, ki zahteva, da ponostavite geslo, ki zahteva, da ponovno izvedete prijavo, ki zahteva, da nekaj sprejmete, da nekaj potrdite, da nekaj nakažete in tako naprej in tako naprej. To so v bistvu ki sem prej rekel, strah in vse te temelji socialnega inženiringa. Če dobite tak mail in vidite v bistvu, da gre za neko stvar, ki mogoče ni tako realna ali pa ni tako nujna, je najbolj, da naredite step back. Ok, in greste analizirati ta mail. Tukaj, če bom dal naprej, samo. Kaj gremo analizirati? Recimo, dobimo nek mail ali pa nek.
Prva stvar so 3 P-ji, se temu reče, ne? Se pravi, pošiljatelj, priponka pa povezava. Ne? Na te 3 stvari moramo biti mi pozorni, kot prejmemo nek mail, pa da sklepamo, da je ta mail sumljiv. Ali pa tudi, če sklepamo, da ni sumljiv, ga avtomatsko podzavestno analiziramo s tem. Ne? Pogledamo najprej pošiljatelj. Ne? Ok, kdo je pošiljatelj? Tukaj mi je DHL poslal, da me čaka en paket in da se moram iti prijaviti, da ga bom lahko prevzel. Ne? In da se moram prijaviti z nekim portalom, preko katerega dostopam, ali pa da se moram prijaviti s svojimi osebnimi podatki, ali pa da se moram z bančnimi podatki, ali pa da se moram z e-davki loginom prijaviti, karkoli. Ne? In tukaj je prva stvar, ki je, da pogledamo samega pošiljatelja. Ok, je to DHL, ne? Je to njihova domena. Pogooglamo njihovo domeno, se pravi, pogledamo, če je to, ne? A pa če v bistvu sploh ne pričakujemo paketa, lahko že na začetku, jaz ne pričakujem paketa, to ni zame in že tako izbrišite to geslo. Ne? Ampak ok, če mislite, da je, pogledamo domeno. Tukaj pri tem primeru vidimo, da to ni originalna domena. Ne? Kaj je domena? Domena je spletni naslov ponovadi. Ne? Se pravi, dhl.com je domena. In ko DHL pošle mail ali pa kdorkoli drug, pošle iz svoje originalne domene zmeraj ta mail. Ne? In tukaj vidimo, da so tukaj 3 LA. Ne? Tukaj je bil hacker zelo pameten, ne? Ker je rekel, ok, se ne bo noben, ko bodo na hitro ljudje pogledali, bodo videli dhl.com, ok, se to je kredibilen ver, bom se prijavil. Ne? Še mail strukturirajo tako dobro, ne? In mi nasedamo kot uporabniki. Ne? Tako da ja, tukaj prva stvar, ki pogledamo, je elektronska pošta v bistvu domena, ne? Da je prava. Potem povezava. Ne? Veliko je nekih mailov, ki dobivamo, da so noter povezave, do česarkoli. Zmeraj je dober ta pristop potem pri takih stvarih izvesti. Ne? Če je čist malo sumljiv mail, vam sploh ne klikati na povezavo. Če vam je nekdo poslal mail, recimo, treba posodobiti geslo za dostopanje do portala in je čist neka tretja domena, tako kot smo prej pogledali, in potem je noter še link, da se tam prijavite. Ok, ne. Tukaj je pravilen pristop, da vi greste na ta portal preko načinov, ki ste dostopali prej, se pravi preko navadnih vaših dostopov, preko spleta in tam zamenjate gesla. Gesla ne nikoli menjati preko maila. Zmeraj jih menjate preko portala, na katerega vstopate, v bistvu preko njihovih uradnih povezav, preko brskalnika. Sej tudi nekateri to delajo preko maila, ampak to je neka praksa, katero je dobro imeti, da tudi če nasedemo, da vemo, da pač mi bomo na originalni spletni strani zamenjali mail ali pa portalu, ne pa preko tega, no? Ker lahko nasedemo na neke take stvari, ker se naredi pri phishing napadu, v bistvu se naredi isto, vse isto, kot je realni portal. Ne? Recimo, veliko tudi tega izvajam in zdaj smo imeli eno kampanjo pri enem podjetju, kjer imajo notranji portal, ne? Skozi katerega v bistvu vstopajo noter, da upravljajo z podatki v proizvodnji in tako naprej. Ne? In mi smo ta portal vzeli in smo ga čist isto skopirali, kakor izgleda. Ne? Domeno smo dali isto, kakor je bilo njihovo, samo na koncu sta bili 2 številke in dodali noter link, da zamenjajo geslo in meni se zdi, da je bilo 40% ljudi, koliko to je bilo, zelo veliko, malo čez 100 zaposlenih, je nasedlo na nekaj takega, ne? Kar pokaže, ne, da ali niso izobraženi, ali nekaj na hiter, pa potem klikneš, ok, se razumem, tudi meni se lahko to zgodi, ne? Jaz tudi sploh, da nisem nekaj, ki ne bi nasedel, bi lahko tudi nasedel, če je res dobro mail, ne? Ampak tako, da malo pomislimo, ne, da pogledamo te stvari, ne? In da vemo, da gesla ne menjamo preko linkov. Potem pa še priponka, ne? To je pa potem drug način napadanja, bomo šli potem nazaj na tiste napade.
kjer v bistvu hacker ali pa nekdo, ki vas napada, ali pa nekdo, ki napada neko podjetje ali pa karkoli preko zaposlenega, v bistvu pride noter z datoteko, ne. Pred kratkim, na začetku leta, je imel HSE napad, in tak je bil vstop hackerja. Se pravi, en izmed zaposlenih, je prejel, priponko, ki je bil maskiran kot PDF file in, ta PDF file je v bistvu v zadnji imel neko skripto, ki se je takoj izvedla, ko je on odprl in je okužil, njihov sistem, ne. Tako da tukaj karkoli priponke, ki so sumljive, ki se ne ujemajo, recimo, če se že prejšnja dva ne ujemata, ali pa če se že pošiljatelj ne ujema z, vašim originalnim, vstopom ali pa kamorkoli v bistvu, kdorkoli vam to pošilja, ne vem, banka, spletna stran in tako naprej, potem sploh, priponke se ne dotika, ne. Ker to je pa v bistvu lahko neki, dobeseden virus, ki se namesti na vašem računalniku, na vašem telefonu in, monitorira vaš sistem, zbere vaše podatke in, tako potem naprej upravlja z njim, ne. To je, Dandanašnji maili, recimo, če uporabljate Google ali pa Microsoft Outlook, imajo to, v redu rešeno, ker imajo že noter, detekcije, ki, hitro zaznajo take file. Ampak vseeno, ne, vseeno je možno tako dobro maskirati, datoteko, da izgleda kot neki navaden PDF, ampak v resnici ni, ne. Tako da na to bi tudi rekel, da bodite kar pozorni, no. Večinoma, prej ljudje nasedejo na PDF kot na prijavo preko linka, ne, recimo tukaj. To sem videl recimo iz teh testov, ki smo tudi mi jih izvajali, da večinoma ljudje prej nasedejo na PDF. V bistvu prej lahko si bolj prepričljiv kot hacker, da daš, neko datoteko, ki vsebuje noter neke makroje, ali pa karkoli, ne. Saj to ni zdaj na PDF, PDF sem dal recimo kot primer, ne. To je lahko Excelova datoteka, lahko je neka video datoteka, lahko je karkoli, ne, lahko je neka slika, ne. Ampak to je zgolj samo neka maska, ki se vam pokaže v mailu, ne. Tako da ja, tukaj so recimo, neki primeri za fizične osebe, ki se zgodijo napadi največkrat, ne, se pravi Pošta Slovenije, ne, čaka vas neki paket, tukaj vnesite vašo kartico, vaše podatke, da bomo mi to plačali in da boste lahko prevzeli, ne. To so najbolj, popularni, napadi, sigurno je tudi že bil kdo od vas, sigurno sem bil tudi jaz, že, tako targetiran, in niso uspeli pri meni, no. Upam, da tudi pri vas niso. Tako da ja, tukaj recimo tudi en primer, ne vem, neka odvetniška pisarna vam piše, ne vem, pustili so vam nekaj zemlje, dajte nas kontaktirati, dajte nam podatke, dajte nam to, tukaj spodaj imate še datoteko, prosim, če jo prenesete in namestite na telefon in na računalnik ali pa karkoli, ne. To je, ne, tukaj moramo biti na tiste 3P-je pozorni, ne, da pogledamo, da je to da je neka domena konkretna, ne, da mogoče pogooglamo sami to domeno, da izvemo, ne, mogoče kontaktiramo to osebo, če gre za res neko pomembno stvar, da mislimo, da gre za pomembno stvar, in vprašamo, ne, preden gremo mi v bistvu klikati kakršnekoli podatke vnašati in tako naprej, ne. Tako da ja, če gremo še malo nazaj na te napade, v bistvu smo rekli, ta phishing je najbolj, ne, najbolj, popularen, in SMS, ne. Zdaj tukaj smo malo maile obdelali, zdaj pa tukaj SMS bomo pa malo kasneje potem pri telefonu obdelali, ampak je tudi, zelo pomembno, da se ne odzivamo na take SMS-e, ne. Zdaj del socialnega inženiringa je tukaj, se tukaj tudi izvaja recimo kakšni klici ali pa kaj takega, nekdo, da se pretvarja, da je nekdo drug in da od vas dobi kakšno, kakšen podatek, ki, je,
ki ni za javnost ali pa karkoli, ne, in vas kliče po telefonu in se predstavlja kot nekdo drug in ima neke informacije o vas, in želi še nekaj dodatne, ne. Tako da to je tudi dobro, da ste pozorni, ne, če ne pričakujete takih klicev ali pa karkoli, najbolj, da se to kar prekine, izogne takoj, ne. Recimo kakšne call centre, recimo targetirajo s tem, ne, da se nekdo pretvarja, da je nekdo drug, ne, in želi dostopati do nekega računa, ne, in ja, nimam davčne, ampak imam pa te dva podatka, ne, dajte mi prosim podatke. Tako da tudi taki, v bistvu taki so najbolj izpostavljeni tem napadom, neki customer support in tako naprej, ne. Ampak vseeno omenim to, ker se lahko to vsakemu tudi zgodi, da dobi kakšen tak čuden klic, ne. To so neki glavni pri socialnem inženiringu, glavne vrste napadov. Potem so pa tukaj tudi neki tehnični napadi. Zdaj, tukaj bom pa to čisto na hitro, se pravi, to so neki dobesedni vdori preko neke mreže, kjer lahko hekerji v bistvu pridejo brez vaših podatkov noter, ampak to so že zelo, zelo advanced napadi, ker recimo fizične osebe ali pa manjše podjetje recimo niso tarča takim napadom, ne, so pa večja podjetja recimo. Tukaj je potem potrebno vedeti, da imamo vse na varnem omrežju, recimo, da nimamo na odprtem omrežju stvari, ne. Doma, če imamo kakšne več računalnikov, pa da so na varnem omrežju, ne, da je to omrežje zaščiteno, in tako naprej, ker tukaj lahko potem hekerji v bistvu preko omrežij, eno se imenuje DDoS, v bistvu, da vam vržejo dol tudi omrežje, da ne morete do interneta dostopati, to se večinoma zdaj dogajalo malo v novicah s temi slovenskimi portali, ki so hekerji v bistvu DDoS-ali. To pomeni, da so v bistvu spletno stran, ki je bila javna, so jo spravili dol, ne, da ni bilo več možno dostopa, zato ker so tokrat, ker se je v bistvu ta napad izvedel, ne. Tako da to mogoče se ne tiče toliko vas, ampak toliko, da veste, v bistvu so tudi drugi možni načini napadov, ki so bolj tehnični, ampak ponavadi fizične osebe niso žrtev teh napadov. Jaz bi rekel, da 90% ali pa skoraj 95% napadov je preko socialnega inženiringa, ne. Najbolj pogost seveda phishing, ne. Tukaj še ta malware, da omenim, ja, se pravi, tista datoteka, ne, kateri smo prej govorili, to je v bistvu malware in ransomware, ne. To je, ko to datoteko prenesemo, v bistvu damo dostop hekerju, da lahko dela z našim sistemom, kar želi, ne. Ponavadi so tukaj neke skripte ozadaj, ki se požene, in ko vi to odprete, se vam takoj računalnik zaklene. V bistvu zablokira vse vaše datoteke in potem se odpre tak tekst, v katerem vam piše, pač bili ste, udarili smo v sistem, tukaj na to denarnico, prosim, da nakažete neke kriptovalute, karkoli možno, da vam odklenemo sistem, ne. Tako da to je neka tudi pri podjetjih ali pa pri fizičnih osebah neka stvar, ki moramo paziti na njo, ne. Zdaj, kako se pa zaščitimo prek tega? Okej, ne, večinoma je najboljša praksa za zaščito nek antivirus, ne. Antivirus bo to datoteko zaznal dosti hitro, še posebej, če je redno posodobljen ta antivirus, in bo videl, da je to neka sumljiva datoteka in vam bo takoj omenil, a ste prepričani, da to želite odprti, ne. Gre za to pa to pa to, ne, in vas bo dodatno še opozoril, da te datoteke ne odpirate, ne. Pa tudi, ko vam bo odprl, bo takoj poskušal ustaviti procese, ne. Tako da ja, tukaj pa se potem priporočajo neki antivirusni programi. Zdaj Windows je to zelo dvignil na nivo zadnje leta, Windows Defender na Windows operacijskih sistemih, in je že kar zadosten, bi rekel, a včasih sploh ni bil, ampak za dodatno varnost, če imate nek dodaten antivirusnik, kot je Avast, ali pa v bistvu, kateri so zdaj Nord, in tako naprej, kateri so zdaj popularni, so vsi na takem sandbox sistemu, v bistvu na sistemu, ki je redno posodobljen, ki je
ki vas lahko tudi zavaruje. No? Tudi če je brezplačna verzija, je neka dodatna zaščita za vaš računalnik ali pa tudi telefon. No? Tako da ja, no, to bi rekel, da so neke glavni načini, da se zaščitimo prek temi malware napadi. Ok, če gremo še čez telefon, na hitro, prej smo omenili, da telefon je dobro med zaklenjen, prstni vtis, vzorec, Face ID, vse to, kar je zdaj povedal, tako v bistvu zaščitimo pred prvi vstop v telefon. Ne. Prej smo omenili SMS phishing, ok, tukaj sigurno ste že dobili kakšno sporočilo od kakšne banke ali pa karkoli, ja, zahtevamo prijavo preko SMS-a, tukaj kliknite ta link, to deluje na isti princip, kot deluje phishing prek mailov, ne. Samo da je tukaj drug vir, kjer je SMS. Ne. In zadnje čase so mogle banke to zelo opozarjati in biti ozaveščati ljudi, da ne kar klikati vse, ne vnašati svojih kartičnih podatkov in tako naprej, da vas zaščiti dodatno. Ne. Tako da ja, ne, recimo to so neki taki primeri, katere tako izbrište SMS, ker tak SMS dobite, neka neznana številka, nek link noter, takoj, nujno potrdite, ne. To davčno vam ne bo tazga SMS-a poslala, ne. Tako da to je pomembno tukaj. Ok, ne, kako to prepoznati, se pravi, tukaj lahko hitro vidimo po sami številki, da je kar neka številka, ali pa če gre za neko uradno entiteto, njih kontaktiramo direktno. Ne. Se pravi, dobil sem ta SMS, a je to konkretna zadeva, ali gre tukaj za nek poskus vdor v moje podatke. Ne. Tako da to je še dodatno, kako se zaščitimo. Potem so pa tukaj razni linki, razni pop-up windowsi, to po mojem ne rabim sploh omenjati, ampak to so vse načini phishinga, v bistvu načini socialnega inženiringa. Zmagali ste loto, zmagali ste iPhone, prosim prevzamite, kliknite, tukaj vpišite podatke, prenesite to datoteko, ne. To sploh ni. Vem, da se tukaj ponavljam dosti, ampak gre za tako stvar, ki hitro nasedamo, no, lahko, ampak take stvari pa sploh se tako izogibamo, tako zapremo okno. Ja, pri telefonu je potem še seveda pomembna varna uporaba aplikacij. Najbolje je, da seveda naložimo aplikacije samo, ko so na voljo preko trgovin, katere omogočajo operacijski sistemi, ne, to Appleova trgovina ali pa od Androida, ne, to so večinoma certificirane aplikacije, preko njih bomo težko dobili nek virus, ne nameščamo pa seveda nekih third parties v kar nekih programov na telefon preko brskalnika in tako naprej, tukaj to je prva stvar, da se to ne dela. Ker to je isto, potem v bistvu sami prenesemo ta virus brez nekega pomena, bolj da gremo mi v App Store in noter, potem v App Store poskusimo najti program, ki ga iščemo, če ga pa pač ni, pa ni na voljo za ta telefon. Tako da ja. Zdaj pa, če še malo tukaj navežemo na stvari, ki so še ostale, pri varnosti samega vašega portala. Tukaj sva se tudi z Natašo pogovarjala, ne, v bistvu vi sledite temu, da varujete te podatke, da jih shranjujete pravilno, da ste ozaveščeni o GDPR-ju, da so te podatki res na varnih mestih, ne. Tukaj v bistvu ponovadi imajo podjetja neke politike privacyja, politike zasebnosti, katere so dogovorjene z vsemi, v bistvu, ki delajo za to podjetje, da se to sprejema. Tako da to je zelo, bi rekel, tukaj pomembna stvar. GDPR je zadnjih 10 let, bi rekel, Evropa ali pa še več forsirala, kar je super, kar v bistvu omogoča zaščito vsem uporabnikom, ki uporabljajo naše storitve, da
To je moja potrditev, da so datoteke in osebne informacije, katere se delijo z nami, da so res na varnih mestih. Ne. Tako da ja, tukaj bi rekel, tu imate najbrž še interni delo, ampak najbolj to, da se držite teh v bistvu osnovnih politik zasebnosti, varovanja osebnih podatkov drugih in uporabnikov. Tukaj pri telefonu in pri računalniku je pa tudi to pomembno. Ne? Samo omrežje, na kateri delamo. Prej smo to parkrat omenili, ampak bi tukaj še enkrat poudaril. Ne? Če ste na telefonu, nekje v tretjem Wi-Fi-ju, nekje v kavarni, ne bi priporočil, da dostopate do kakšnih takih, recimo, portalov, do ključnih programov, do kakšnih bančnih, do uslužbenih. To je omrežje, ki je nepregledno, ki ne veste, če je varno, ni nujno, da je autenticirano, zmeraj, ker gre za neke službene stvari, najbolje, ali pa tudi osebno pomembne stvari, najbolje na domačem omrežju, kjer je to dosti bolj varno kot neko omrežje v kavarni ali pa kjerkoli, ne? Ker večinoma se tam lahko tudi kakšni podatki shranjujejo pa karkoli. To je tudi odvisno. Zdaj vidim tukaj še eno vprašanje v chatu, če prav vidim. Ja, Rok, eno vprašanje je bilo, koliko je varno, če se mi prijavljamo v kakšen portal, koliko je varno, da to naredimo s prijavo z Gmail. Tisto, ki nam ponudi prijavi se s Gmailom, ja. Ja, ne, to je zelo relativno varna zadeva. Mail tukaj ponuja, v bistvu Google, ponovadi tu pri Googlu, ne, ponuja zelo dobro rešitev, da ni nekih zelo dodatnih gesel, da se uporaba maila izvede, v bistvu celega Google sistema za prijavo. Zdaj, a je to neka najbolj varna rešitev? Če imate Google račun ali pa kjerkoli račun, ki vam dovoljuje tak dostop, zaklenjen z dvostopenjsko autentikacijo in z dobrim 12-mestnim geslom, bi rekel, da tudi taka praksa dostopanja je zelo v redu. Ker so tukaj parametri v bistvu iz vaših strani upoštevani. Jaz bi edino opazil pri kakšnih sumljivih spletnih stranih, da ne bi tega izvajal. Ker recimo ni primerno to, še zmeraj je možno potem, poveča se neka možnost vdora. Tako da ja, jaz bi tukaj rekel za neke standardne spletne strani, ki so certificirane, ki so v redu strani, bi rekel, da tak dostop je čist super. In je dovolj zaščiten, seveda, če imate vse tiste prakse, ki smo jih prej našteli na mailu vklopljene. Rok, mogoče bi jaz še eno stvar zdaj dodala, tako večina naših terapevtov tudi uporablja Gmail, ne, kakor vsi danes. Zdaj, vse po mojem vedenju je Gmail kar varen oziroma lepo skrbijo za varnostno politiko in tako naprej, ampak je ena zadeva, če se slučajno v Gmail prijaviš na nekem drugem računalniku, ne. Mogoče to še poudarek, ker to znamo narediti na hitro, je pa velika taka varnostna luknja. Seveda, to je res. Recimo, da mi nismo na svojem osebnem računalniku, ne, kot ste omenili, ali pa na osebnem telefonu in izvajamo prijavo preko druge naprave, ki ni naša, je tukaj pomembna uporaba incognito mode, se pravi način brez beleženja zgodovine, imajo brskalniki možno. In da preko tistega naredimo tam neko prijavo in ko smo konec in takoj zapremo to okno. Ne? Ker tukaj se na tistem napravi, telefonu, računalniku, v katerem se ga sposojamo ali pa uporabimo v tistem trenutku, ne bo nič skanjalo, kar smo mi vpisali noter za prijavo. Ne? Tako da ja, to je tudi zelo dobra praksa, ne? Da če uporabljamo neke druge, ne naše naprave, da se tako, ampak jaz bi tukaj še en korak naprej, pa bi rekel, da take prijave, ki so res zelo pomembne, dajte se na svojih napravah. Ne bi v bistvu tukaj tudi uporabil tak način, tudi če gre res za neko stvar, ampak je pa to najboljša praksa možno, ja, da odprete potem nek incognito mode in
preko njega rešite prijavo. Ne. Tako da bom jaz tukaj kar počasi zaključil. Če ima kdo še kakšno vprašanje, naj ga napiše, pa naj ga kar postavi. Jaz sem pripravil en tak čist simple kviz, toliko, da rešite, da se mogoče kaj bolj zapomnite. Ta kviz traja 5 minut za rešiti, pa še manj, več je možnih odgovorov. Za ta kviz imate 3 dni časa, da ga rešite. Tukaj le bom dal link v chat in boste lahko v svojem času to rešili. Sem trenutek. Toliko, da malo obnovite, v bistvu, kaj smo šli čez danes. Ne. To je vse iz moje strani, no. Ampak bi pa še, mogoče, če ima kdo res kakšno vprašanje, ali pa če ima kdo kakšno izkušnjo, ki bi delil, da je bil recimo del kaj takega, da je prejemal take maile, kako je reagiral. Če ima kdo kakšno debato za vzpostaviti, pa karkoli, tudi priporočam, da kar vzpostavite. Pa mogoče kaj razčistimo ali pa karkoli, če vas zanima. Rok, ful najlepša hvala, res meni je bilo Jaz bi zelo imela zanimivo. mogoče eno vprašanje. No, povejte. Dobila sem sporočilo z za kodo, ne, za verification code. V bistvu 2 sporočila, enega za drugim, ampak nimam pojma za kakšen račun. Pač nisem se jaz vpisovala nikamor, samo 2 sporočili sem dobila. Eno je pisalo, da je od TBAUTH, ta drugo pa Samsung. Samsung imam pa tale Chromebook. Ampak tudi, če bi hotela spremeniti zdaj gesla, nimam pojma, kam se je to vpisovalo, oziroma kaj lahko naredim v tem primeru, da pač zaščititi kakšne račune. Sumte, če sem razumel, sumte, od kdo je pošiljatelj, ali sploh ne veste, kdo bi bil pošiljatelj tega, recimo, ko sem imel Samsung. Ne vem, pač ta drugi je TBAUTH in eno je po imenu Samsung, ampak se pravim, to je Chromebook in tukaj se pa vpisujem in na Gmail in na portale in ne vem, kaj bi bilo to sploh. Ja, v tem primeru, ja, to je okej, zdaj taka situacija. To je dober prikaz, kako je sistem v redu zavarovan, ne. Se pravi, okej, recimo, če bi šlo to za napad, ne, če ima nekdo vašo geslo in se je poskušal dati ne more noter, ker imate dvostopenjsko avtentikacijo. Zdaj, kaj zdaj narediti? Najboljša praksa bi bila tukaj zamenjati gesla, katera se uporabljajo za dvostopenjsko avtentikacijo. Zdaj, najbrž nimate na vseh geslih dvostopenjsko avtentikacijo, ampak recimo, če pomislite, se pravi, imam recimo 10 računov ali pa 5 računov, na kateri imam dvostopenjsko avtentikacijo, grem tam zamenjati geslo, ne. Lahko pa tukaj, da gre tudi za neko tudi poskus, da v bistvu vi to raziskujete, pa pogooglate, pa da najdete, kdo je to, pa da tam kliknete na link. Tako da to je več načinov. Zdaj, tukaj ni nujno, da vam je kdo res geslo dobil, ne, ampak bi bila dobra praksa, da tam, ko imate dvostopenjsko avtentikacijo, zamenjate to geslo. No, saj to sem tudi jaz pomislila, da mogoče je samo en tak poskus, ja, da dobivam neke SMS-e, da grem googlat, ja. Hvala. Zdaj, tukaj sem še na hiter, ja, tukaj so napadi, poskusi večkrat, to se imenuje brute force attacking hack, kjer računalnik, v bistvu, kjer hacker gre z računalnikom in poskuša generirati neskončno omejenih gesel in včasih ga zadane, tudi on sam ne ve, kjer ga, ampak potem ga seveda zaščiti dvostopenjsko avtentikacijo. Zdaj, ni nujno, da je to v tem primeru, no, jaz bi mogel bolj specifično videti ta SMS in vse, da vam bi lahko točno povedal, ampak menjava gesel, kjer je dvostopenjska avtentikacija, je tukaj rešitev. Evo, mogoče bi Rok, hvala, mogoče bi Lahko eno vprašanje? Tale kviz, ki si poslal linka, ne, rabi neko odobritev, da lahko dostopamo do tega linka, veš? Aha, sem trenutek, okej. Bom pogledal. Saj lahko tudi pošljemo potem po mailu, Rok, pogledamo, pa dajmo tako, tako pa bomo vse prosili, da tudi to rešijo, da v miru pogledaš, pa da pošljemo, ne, če neki, to Rok očitno ima to varnost pol nastavljeno, ne, tako da zdaj, da se zaprekavljam. Jaz bi samo, če mičkam počrtamo, ne,
mislim, mi tako kot portal skrbimo za podatke. Tako, mi smo neka storitev na nekem serverju in to je v bistvu naša skrb. Vi, kot terapeuti, pa morate paziti na svoje Gmaile, na svoje naprave, ne? Če poudarimo, ne? Tako, kaj je zdaj pomembno. Ne? Malo smo vas mogoče prestrašili, ni bil to cilj, ampak cilj tega je samo malo premisliti, kaj počnemo, mogoče se izogniti kakšni stvari, ki se lahko izognemo, pa še nasploh pazite na svoje Gmaile, pazite naprave, menjajte gesla, razmišljajte, kaj počnete, ne odpirati kakršnekoli maile in bo vse skupaj bolj na nek način varno. Ne. Zdaj, ena zadeva, ki bi jo jaz še poudarila, ne. Če kdo slučajno, glede na to, da imate kar nekaj podatkov z naše strani dobivate, če kdo rabi tudi kak servis, nam napišite, mi imamo 2 zanesljiva računalniška servisa, ki so tudi, mi se zdi pomembno, ne, komu dati v roke podatke, glede da imate veliko podatkov od klientov včasih na svojih računalnikih. Tako da, če bi kdo rabil, nam se na podporo obrnite, pa bomo dali vam v bistvu telefon naslov, ne. Za vsa pa taka hakerska vprašanja pa lahko na Roka, ne, bomo mi Roku preusmerili, kaj večinoma če bomo znali odgovoriti. Ja. Bom dal tukaj svoj mail še v chat, če ima kdo še kakšno posebno vprašanje. Tako, Rok. Ali če bo kdo kasneje imel, bomo Roku posredovali, v bistvu planiramo tudi eno malo brošurico narediti, ki bi vam vsem poslali, da takrat, ko boste želeli, da tudi preberete, si ponovno malo več na kaj paziti, pa z Rokom bomo sigurno še sodelovali, tako da se vidimo čez kakšno, mogoče pol leta ali najkasneje leto dni na še enem takem webinarju. Zdaj bomo pa morali zaključiti, zato ker smo obljubili, da bomo točni, pa smo že malo čez čas. Evo, tlele imate od Roka mail, če bi kdo kaj rabil, ali se obrnete na nas, pa bomo mi posredovali podatke. Evo, to je... Ja, jaz se bi tudi vsem zahvalil, no, tako da super publika. Hvala, Rok, hvala vsem, da ste prišli, pa se vidimo, slišimo kmalu spet. Lepo bodite. Čau. Dio.